Dober dan in lepo pozdravljeni v delovnem podcastu o politiki. Moje ime je Suzana Kos, s kolegico Barbaro Eržen pa sva tokrat v studio povabili Tamaro Kozlovič, poslanko Gibanja Svoboda, nekaj časa tudi generalno sekretarko vladajoče stranke, sedaj vodi odbor v Državnem zboru za zdravstvo in tudi skupino poslancev, ki se ukvarja z zdravstveno reformo. Pred vstopom na državni politični parket ste bili direktorica koprske občinske uprave in tudi nadzornica Luke Koper. Hvala, da ste prišli. Hvala vam za vabilo. Kot je znano, predsednik vlade zelo ceni vašo operativnost, verjetno tudi iz lokalnega okolja. Je mogoče to tudi razlog, zakaj se govori, da bi lahko tudi vi postali morda ministrica za zdravje? Kaj na tem vas bomo kmalu nazivali ministrica? V politiki sem ugotovila, da je veliko govoric in ugibanj, kdo bi lahko bil minister ali pa zasedal razne funkcije. Ne, jaz ostajam poslanka, predsednica odbora za zdravstvo. Rada sem poslanka, kandidirala sem zato, ker sem želela biti poslanka in na ta način pomagati Sloveniji, torej našim državljanom, na boljši jutri. Pa ste bili kdaj v igri za ministrico? Ne, nikoli nisem bila v igri. Kot ste že vi uvodoma povedali, tudi Državni zbor ima pomembno vlogo pri zdravstveni reformi. Ne nazadnje govorimo o sistemski zakonodajo sprejema Državni zbor, zato svojo nalogo kot koordinator delovne skupine znotraj Državnega zbora tudi jemljem zelo resno. To je, se pravi, samo še ena stvar zraven, poleg dela v okviru odbora za zdravstvo, poslanci pa smo člani tudi drugih odborov, tako da tukaj dela absolutno ne manjka. In glede na to, da je zdravstvena reforma naša prioriteta, je še toliko bolj odgovorno in potrebno, da vse moči, ki jih imamo, damo v to. Pa kaj veste, kaj se dogaja zdaj z iskanjem kandidata za naslednika gospoda Danijela Bešiča Loredana, ki je tako mimogrede menda razočaran tudi zaradi vaše, bom rekla tako, mogoče je pregroba beseda, izdaje. Povedali so mi na Obali, ker oba sta z Obale, da je bil presenečen nad tem, da ste mu obrnili hrbet. Zdaj verjetno predvidevam, da je to spet ena izmed govoric. Jaz, kar sem seznanjena, je podal odstopno izjavo predsedniku vlade, torej sta se ona dva pogovarjala in tam so se njune poti razšle. Zdaj, da bi poslanci... Pa niste bila nič v stiku? Seveda sva bila v stiku. Kasneje? Seveda, ne nazadnje vse nas 3 istrske poslance, tako kot Danijela, veže tudi spomini na državnozborske volitve, kjer smo se dejansko nekateri spoznali in tudi zbližali, stkali prijateljske vezi. Seveda zaradi časa z nekaterimi si več, z nekaterimi si manj, in tudi zadnji dogovor z Danijelom je bil, da po počitnicah se bomo vsi 4 ponovno skupaj dobili, šli na kakšno kosilo in se še kaj dodatno pogovorili. Okay. Meni je bilo zanimivo, to smo se že v tem studiu pogovarjali, uradni razlog je bil za to, da je moral podpisati odstopno izjavo, da se niste več skladali z vrednotami, ampak to smo že ugotavljali, vrednot ne zamenjaš čez noč, kaj ne? Zdaj, se pravim, jaz pri tem njunem pogovoru nisem sodelovala, zdaj jaz predvidevam in tudi kar je sam predsednik vlade povedal, v enem trenutku, ko se zgubi zaupanje, je verjetno z človekom, v katerega morda ne zaupaš več, toliko težje sodelovati, in jaz pravim, to je danes preteklost, gremo naprej, je zdravstvena reforma bistveno več kot sam en človek, sam en minister. Kaj pa naslednik, vašega lokalnega kolega, ker nekateri sogovorniki, ki so dobri poznavalci zdravstvenega sistema, s katerimi sva se pogovarjali z Barbaro v pripravah na ta podcast, pravijo, da boste težko dobili človeka, ki bo želel skoraj na polovici mandata popravljati vse zavoženo, kar se je zgodilo na področju zdravstva v zadnjem letu, pa še malo. Zdaj, tako, jaz bom rekla, da kar spremljam jaz zdravstvo zadnje leto in pol bolj intenzivno, zavoženega je bilo veliko že bistveno prej. V bistvu 30 letih, ko gledamo razprave v Državnem zboru ali pa tudi ko medije spremljam, vidim, da
se ves čas opozarja o enih istih problemih, enih in istih izzivih. Zdaj se malce izmikate. Že vemo, oziroma že veste, kdo bo. Ne vemo še, kdo bo minister. Predsednik vlade te informacije, vsaj z nami poslanci, še ni delil, ima še nekaj časa. Tudi sam je napovedal, da bo v skladu z rokom, ki ga ima na voljo, to je 3 mesece, podal predlog za ministra in mi ga seveda nestrpno čakamo. Je pa zagotovo zdaj prioriteta pomagati ljudem, ki so utrpeli škodo, in tako da verjamem, da bo tudi ta informacija kmalu znana. Rekli ste, prioriteta je kje smo potem zdravstveno reformo? Kaj se dogaja z njo? Se res obeta nov preobrat pri noveli zakona o ZZS? Ta ne bi bila zdaj spet v igri in kje je zakon o digitalizaciji? Pravzaprav informacijska pooblaščenka in zakonodajno-pravna služba Državnega zbora sta bila zelo izrazito kritična do njega. Je res ocena, da se ga pravzaprav ne da več popraviti? Jaz bom gledala na to zelo pozitivno. Torej, tako zakon o digitalizaciji kot na nek način preoblikovanje oziroma spremembe pri vodenju in upravljanju z ZZS-jem, smo vseh 5 političnih strank, ki tvorimo parlament, ugotovili, da je to potrebno nasloviti. In to je zagotovo pozitivno, ker nas ena stvar združuje. Zdaj, kar se tiče zdravstvene reforme, tako kot je tudi predsednik vlade povedal, mi delamo na polno naprej, se pripravljajo rešitve in sicer, če rečem, nekako v 2 vzporednih cestah. Eno so interventni ukrepi oziroma začasna odprava raznih anomalij. Recimo Strateški svet za zdravstvo je predlagal 70 ukrepov samo na primarni ravni in nekaj teh ni sistemskih rešitev, torej so enostavnejše in jih lahko z eno novelo naslovimo. Ne nazadnje jih je tudi ZZZS zdaj naslovil z internim pravilnikom, tako da se počasi rešuje te vsakodnevne težave, na katere opozarjajo javni zdravstveni zavodi, zdravstveni delavci in ne nazadnje tudi pacienti. Vzporedno s tem pa seveda se naslavlja reforma, ker tle pa govorimo o spremembi sistema, zdravstvenega sistema, kot ga poznamo danes. In kar sem ugotovila je, da je zdravstvo tako prepleteno med sabo, da ko govorimo o javni zdravstveni mreži in da bi jo spreminjal, ne moreš mimo javnih zdravstvenih zavodov, ko govoriš o javnih zdravstvenih zavodih ali pa koncesionarjih, ne moreš mimo zdravstvenih delavcev in to je seveda vse prepleteno, zato mislim, da bomo mogli nadaljevati po tej vzporednici, da saniramo kratke stvari. Bom se vrnila, zdaj, kar se tiče zakona o digitalizaciji, mi delamo na amandmajih, torej na vsebinah, da zakon kar se da izboljšamo. Zdaj zagotovo lahko že napovem, da bomo predlagali premestitev obravnave, torej naslednji torek je predviden odbor in obravnava zakona in bomo pač ga premestili. Na kdaj? Predvidoma na oktobrsko sejo, zato ker vse te pripombe, bodisi od informacijske pooblaščenke ali pa zakonodajne pravne službe in tudi drugih deležnikov, seveda resno obravnavamo. In potem bomo pa sproti videli, ko bomo videli in sestavili v bistvu vse amandmaje, v katero smer naprej. Vzporedno pa seveda tudi ZZZS še vedno ostaja naša prioriteta, torej da tudi to naslovimo in tudi tukaj torej vsebine načeloma so nastavljene, zdaj pa bomo videli, ali bo to samostojen zakon ali sprememba ZZVZZ-ja, ki danes naslavlja ZZS. Tle je še veliko odprtega. Pomembno je, da se na nek način politika in stroka poenoti na to, da ZZS dobi tisto vlogo, ki jo vsi od nje pričakujemo. Torej, da je aktivnejši kupec zdravstvenih storitev, da bolj optimalno upravlja z javno zdravstveno blagajno. Torej, teh sprememb v kakšni obliki bodo, glede preoblikovanja ZZS, še niste dorekli? Ne, nismo še dorekli. Zdaj potekajo pogovori, v bistvu pogovori potekajo že več časa od prve verzije zakona, ki smo ga v koalicijsko obravnavo prejeli in ki je bila tudi v javni razpravi. Ker slišati je namreč, da strateški svet nekako nasprotuje tem spremembam, da menijo, da ne gre,
Da pravzaprav ne naslavljajo bistvenih sprememb v zdravstvu. Jaz mislim, da je to se nanašalo na zakon, ki je bil v javni razpravi. Zato, ker če ga še mi nismo zadnje verzije zdaj uskladili, ga tudi oni ne morejo imeti. Poveste, kdo so to mi, ne? Kdo so to mi? Delovna skupina v državnem zboru, torej koalicijski partnerji, ki smo nenazadnje razpravljali o zakonu, ko je bil v javni obravnavi in že prej. Ukvarjate se zelo s pomembnimi sistemskimi spremembami. Ali lahko pričakujete potem od naslednika Danijela Bešiča Loredana, da bo lahko te stvari zagovarjal, če ni zraven? Sej to niso nove stvari, ne? Sej tudi mi smo prebrali vse pripombe, ki so prišle v javni razpravi. Mi nismo sami pripravljali teh sprememb, mi se pogovarjamo z ljudmi, se sestajamo z ljudmi, poslušamo stroko, civilno družbo in vse te informacije in izkušnje iz prakse nenazadnje jih skušamo umestiti v zakon, ki bo na koncu funkcioniral. Zdaj pa vemo pa, da parlament sprejema zakon in o sami organiziranosti ZZZS mislim, da je bilo res veliko povedanega in ne nazadnje ravno s tem, da smo dali tako zakon o digitalizaciji in zakon o ZZZS-ju v javno razpravo, je imela javnost možnost sodelovati. Ne nazadnje tudi strateški svet je večkrat obravnaval izhodišča in tudi zakon, ki je bil v javni razpravi. Pričakujete, da bo tukaj vendarle prihajalo do nekih težav, ker zakon nastaja. Prvi osnutek je nastal na ministrstvu, potem ga usklajujete poslanci pa strateški svet. Prihaja do nesoglasij, zdi se, da ne ve, kdo točno vleče vse niti na koncu. Ne, to lahko je tak občutek, ampak v bistvu to se dogaja pri vseh zakonih. Pri vseh zakonih so razni sestanki, ki jih javnost niti ne vidi. Ne? Mogoče pride kot konkretno pri tem zakonu, da se o teh sestankih malo bolj javno govori, ampak to je čisto neki normalen proces pri vsakem zakonodajnem predlogu, ki ga sprejmemo. Tako da meni tle res ni nič nenavadnega. Mi smo tim, ne? In bolj bomo delovali skupno za skupnim ciljem, bolj bomo uspešni in lažje bomo Se pravi, ne drži neuradna ocena oziroma informacija, da je tudi predsednik vlade ugotovil, da je narobe, da se zakonodaja pripravlja zunaj ministrstva za zdravje, se pravi v parlamentu, ker poslanci dejansko nimate dovolj znanja za to. Vse se ne pripravlja zakonodaja. Mi dajemo mogoče usmeritve, dajemo predloge, ker je to naša naloga. Zakonodaja se pripravlja tudi v državnem zboru, recimo pri zdravstvenem zavarovanju. Vse smo nenazadnje mi poslanci vložili zakon o novelo ZZVZZ, s katerim smo preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje, smo vložili RTV zakon, smo vložili zakon o nalezljivih bolezni. Ne nazadnje je opozicija prvi dan našega mandata vložila 30 zakonodajnih predlogov, zato mi je, nenavadno vprašanje. No? Tukaj, mogoče, ko ste odprli preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja, ste tukaj, ko ste vložili, vedeli, da bo ta zakon, ker se obvezni zdravstveni prispevek všteva v dohodninsko osnovo, na koncu celo bolj ugoden za premožnejše. Ste to vedeli takrat, ko ste Seveda smo vedeli, tudi v obrazložitvi je to pisalo, pa verjetno, so nekateri prehitro to brali. Ne glede na to, ko potegneš črto, tisti, ki plačujejo, ki imajo višje dohodke, plačujejo več kot tisti, ki imajo manjše dohodke. Absolutno pa je financiranje zdravstvenega sistema potrebno nasloviti, saj ni bil spremenjen praktično od leta 1992 in jaz upam, si želim, da bi do konca leta nastavili neka izhodišča, kako bo financiranje v prihodnje izgledalo, da bo pravičnejše in solidarnejše, da še te razlike še dodatno zmanjšamo, o katerih ste vi govorili, in da bi potem to implementirali s 1.1.2025, kot smo tudi napovedali. Kaj pa potem to leto vmes? Bodo pač premožnejši plačevali manj? Ali boste šli v
možnost progresije prispevka v tem letu? Premožnejši bodo tako dodatno obdavčeni. Ne, predvsem je pomembno sporočilo, da bodo vsi plačevali manj. Zaradi tega, ker če mi ne bi spremenili nič, bi plačevali vsi 45 evrov, najmanj 45 evrov, oziroma lahko tudi več, ker so zavarovalnice napovedale še dodatno zvišanje. In to je glavno sporočilo. Mi smo želeli to zamejiti, zato da tistim, ki bi zaradi te višine, tega povišanja morebiti odpovedali svoje zavarovanje in ga nehali plačevati in jih spravljali še v večje stiske, preprečili. Ampak razliko bomo verjetno krili tako ali pa tako iz proračuna, ne? Kamor tudi prispevamo vsi. Nekaj razlik, če bo prišlo do te razlike, ampak ne zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Razlika bo nastala zaradi tega, ker se zdravstvo nasplošno draža in temu se ne bomo mogli izogniti. Imamo nove tehnologije, ki so dražje, je boljša diagnostika, več bolezni se prepozna, se več ljudi zdravi in smo dolgoživa družba in to vse vpliva na rast stroškov v zdravstvu. In zato je še toliko bolj pomembno, da kar se da maksimalno optimiziramo zdravstveni sistem in najdemo vse tiste rezerve ali pa preplačila in tukaj potem ta denar namenimo zdravstvenim storitvam. Eden od razlogov za višje stroške v zdravstvu je tudi interventni zakon, ki ste ga sprejeli in na katerega so vas pravzaprav vsi opozarjali, da se bo zelo verjetno zlorabljal. Da se bo plačevalo predvsem manj težavnejše storitve in tiste, ki so dražje. To se je potem v praksi tudi izkazalo, šli ste potem v popravke, so že kakršnikoli rezultati tega zakona? Torej, interventni zakon je bil namenski in se samo za ta namen tudi zagotovilo sredstva. Tako da zdaj reči, da je zaradi tega dražje, ni lih najbolj prav. Zdaj zadnje podatke interventnega zakona čakamo, predvidoma v oktobru jih bomo obravnavali v Državnem zboru, na Odboru za zdravstvo in bomo videli nov trend. Pričakujete kaj, da so se na teh izbranih storitvah, ki zdaj dodatno plačujete, skrajšale čakalne vrste? Si upate to napovedati? Težko napovem. Vsekakor bi bila to moja želja. Ko smo analizirali podatke za prvih 6 mesecev, torej od septembra do februarja, se je dejansko na nekaterih posegih so se čakalne vrste zmanjšale in ne moremo zaobiti te informacije, da ne glede na to, v tem času je 35,000 ljudi prišlo do storitve, do katere v nasprotnem primeru ne bi prišli. In tudi ne moremo zaobiti te informacije, da v času covida se je storilnost sploh v javnih zdravstvenih zavodih bistveno zmanjšala in vsi ti ljudje, ki takrat niso prišli do storitev, zdaj vstopajo v sistem. Verjetno veliko teh še slabšim zdravstvenim stanjem, kjer je zdravljenje takih stanj še dražje, kot bi bilo, če bi tako osebo pravočasno zdravili. In recimo, kaj je tudi ena ugotovitev, zdaj zaradi interventnega zakona in zaradi teh analiz, kaj se je ugotovilo, da v bistvu čakalne vrste sistem, kot ga vodimo, ima vrsto anomalij. In zato sem neizmerno vesela, da državna sekretarka dr. Valentina Prelovnik-Rupel se je odločila, da bo to ravno njena prioriteta in bo te se za name pogledala, izboljšala. Imenovali so že delovno skupino na ministrstvu, ki bo nastavila nov protokol vodenja čakalnih vrst. O kakšnih anomalijah govorite, lahko malo bolj konkretno? Da recimo ena oseba ima 12 napotnic za eno zdravstveno storitev in potem v bistvu to ne gre za eno osebo, ki čaka, ampak se vodi v sistemu, da je to 12 napotnic. Ja, zato, ker ti za eno operacijo, koliko govorim na pamet, ker nisem zdravnik, ti dajo en kup enih pregledov vmes, za eno končno zdravstveno storitev imaš 12 napotnic. V čakalnih seznamih se vodi recimo neko osebo, ki ima že datum neke operacije in potem zaradi raznih razlogov bi jo želela prestaviti, ona na njeno željo in se jo prestavi in se vodi, kot da je nedopustno dolgo na čakalnem seznamu. In še vrsta drugih anomalij, ki se jih z nastavitvijo protokola, kjer se bi ga potem držali vsi javni zdravstveni izvajalci, torej zdravstveni delavci, ki pišejo te napotnice in jih dajo v sistem, jaz verjamem, da bo slika na koncu drugačna. In še en trend se
je ugotovil sedaj v tem interventnem zakonu. In tudi je zanimivo, ko gledaš številke, da je procentualno ista razlika. Torej, če smo imeli prej določeno število rednih napotnic in so se zdaj zmanjšale in za ta procent zmanjšanja so te postale hitre napotnice in enako iz hitrih na zelo hitre. In zdaj, če vemo, da recimo redna napotnica je dopustna doba čakanja 6 mesecev, zelo hitro pa 3, ne, oziroma v 14 dni, pa se štejmo te dodatne dneve, ne, in normalno, da pride potem do še večjih številk kot mogoče leto, 2 nazaj. Jaz sem prosila za komentar 2 ocen, ki smo jih dobili tudi, ko smo se pripravljali na podcast. Ena je, da je zdravništvo zaradi teh možnosti sklenitve podjemnih pogodb postalo neobvladljivo, zaradi želje po pač dodatnem zaslužku. In drugo je, da zaradi kaosa, ki ste ga ustvarjali na področju zdravstva, dobavitelji odpirajo šampance. Zdaj, jaz upam, da jih bojo hmali, če to drži, ne, jaz sicer nisem tega slišala, upam, da jih bojo nehali hmalu odpirati in da se bojo tudi oni začeli obnašati odgovorno do družbe, v kateri delajo. Jaz mislim, da mora vsak posameznik nekaj dati družbi, v katerega je nenazadnje vzgojila, bodisi v šoli je zagotovila številne javne storitve, med drugim tudi zdravstvo, in je prav, da družbi tudi nekaj vrnemo. Zdaj, tako, v zakon nikoli ne moreš dati vseh določil, da bi preprečil vse anomalije, ki se lahko zgodijo. Ljudje smo postali očitno z leti zelo inovativni in prebrisani in v bistvu jaz mislim, da je bolj vprašanje za njih ali pa kazati na prste na tiste, ki so mogoče neke dobre namene zlorabili v neke svoje osebne koristi. Meni osebno je pomembno to, da je, kot sem že prej povedala, veliko ljudi prišlo do zdravstvene obravnave, ki v nasprotnem primeru ne bi mogli, bo pa zagotovo potrebno nasloviti vprašanje dela zdravnikov, predvsem prepletanje med delom v javni zdravstveni ustanovi ali pri zasebniku. Govorite o prepovedi? Ne govorimo o prepovedi, ampak da v transparentnosti. Ne. Ste ena vplivnejših poslank Gibanja Svoboda, kot je Suzana omenila, nekdanja generalna sekretarka stranke celo. Kako bi ocenila trenutno stanje v poslanski skupini? Ker slišati je bilo, da od nekaterih pred poletjem, da je dobro, da so se začele počitnice, če ne bi se drugače malodane vsi pobili med sabo. Ja, to je verjetno spet ena izmed govoric, ki bi se kateri veselili, ker nas želi veliko ljudi očitno skregati. Jaz moram povedati, no, da mislim, da smo mi poslanci zelo dobro med sabo povezani, se zelo dobro dopolnjujemo, tudi zaradi različnih izkušenj, znanj, okolij, iz katerih prihajamo. Ja, absolutno imamo velikokrat drugačne poglede, velikokrat bi kaj drugače rešili, vse bi jaz tudi doma z mojim kaj drugače rešila ali pa v raznih okoljih in pomembno se mi zdi to, da se mi o tem pogovorimo in skupaj najdemo rešitev, za katero ocenjujemo, da je najboljša za naše državljane. No, ker ste dopustili možnost, da niste vedno enakega mnenja, lahko poveste, na katerih vprašanjih recimo so se najbolj kresala mnenja, ne vem, dve temi, ker ni bilo idealno v poslanski skupini. Ker nihče ne more verjeti, da pač se imate vsi tako... Ne, pa sej v bistvu je to zanimivo, da velikokrat pride do različnih mnenj, zato ker mogoče nekdo ne pozna vse celotne situacije. In ravno zato je kvaliteta teh pogovorov, da si potem izmenjamo te informacije. Mi imamo še to prednost na nek način, da če imamo kakšne dvome, lahko ministra povabimo k nam v poslansko skupino ali pa državnega sekretarja in nam razloži določena ozadja, zakaj se nekaj predlaga in potem seveda smo razumni ljudje, razumeš in potem tudi niso nesoglasi in smo v odločitvah, ki sprejemamo enotni. Skratka, nočete nobene konkretne stvari povedati. Ne, res se zdaj se ne spomnim, kaj bi bilo tako konkretnega. No.
ker ni bilo nič, da bi res izpadalo ven, da bi mi ostalo v spominu. No. Kako daleč pa ste z evropskimi volitvami? Govori se tudi o možnosti, da bi koga iz poslanske skupine v stranki želeli umakniti morda v Bruselj. Jaz tudi, da bi bilo bolj mirno v poslanski skupini, kjer sicer je, kot pravite, mirno. Živahno je, se pogovarjamo in izmenjujemo poglede in mnenja. Ja, evropske volitve so tudi v naslednjem letu nas čakajo, v stranki smo tudi že začeli nastavljati aktivnosti z stopnjevanjem, torej za približanjem datuma volitev se bodo tudi aktivnosti stopnjevale, vsekakor pa se zdaj res fokusiramo na ujmo, na poplave, tako da smo res, se pravi, zakon ima več kot 40 zakonov, spreminjamo z interventnim zakonom, tako da je tukaj bilo res opravljenega veliko dela. Jaz vem, kar poznam člane naše stranke, veliko je kandidatov, ki bi bili zelo primerni, da se uvrstijo na kandidatni seznam. Če pa jaz lahko izrazim svoje osebno mnenje, jaz bom zelo vesela, če se bosta odločila ponovno kandidirati obstoječa naša evropska poslanca. Kaj pa iz poslanske skupine? Se vam zdi, da bi kdo bil primeren še posebej? Nismo se o tem pogovarjali, tako da težko argumentiram. Sploh ne vem, če bi koga to veselilo, ker noben še ni, vsaj od poslancev, vsaj jaz ga nisem slišala, no, da bi izrazil željo. Tle bo stranka ravnala v skladu z internimi akti stranke, bo nek evidentacijski postopek in potem, ko bomo videli, kdo to bojo, bomo potem v skladu z organi stranke odločili. Kot rečeno, jaz si pa želim videti oba obstoječa kandidata na listi. No, ko boste oblikovali te liste, boste seveda tudi presojali, koliko so te kandidati morebitni skladni z vrednotami, stranke. Mogoče bi vas tukaj vprašali Gibanje Svoboda, kakšen odnos imate do svobode medijev? To vas sprašujem zato, ker je kar nekaj informacij iz različnih medijev, kakšne pritiske se dogajajo z vaših vrst na medije in pri nekaterih tudi že v fazi novinarskih vprašanj. Je dosti nenavadno, ne? Ja, jaz osebno s temi informacijami nisem seznanjena. Mi, se pravi, smo si prizadevali ravno v primeru RTV Slovenija, ko smo vložili zakon, da cenimo svobodo medijev, tako da tukaj vsak naj opravi svoje delo najboljše, brez nepotrebnih ali pa neprimernih vplivov, tako da se pravi, pritiski, ki se dogajajo na svojo roko, njih moramo potem zavrniti, če se zgodijo nam v redakciji. Mislim, jaz pravim, da absolutno ja. Če se premaknemo še na lokalno raven, kot ste mislim, da napisali v svojem opisu na spletni strani Gibanje Svoboda, ponosna Koprčanka, kot jaz. Kot tudi Suzana, ne? Če se dotaknemo vinjetnega režima v obmejnem območju, če je vaš nekdanji župan Boris Popovič dosegal, da se je tunel Markovec izvzel, zakaj se torej ne bi dalo dogovoriti, da bi bilo to za vse območje? Veliko je bilo že prizadevanj obalnih primorskih poslancev za to. Ja, in tudi mi, 3 istrski poslanci strani Gibanja Svoboda, smo to tudi temu odprli z Ministrstvom za infrastrukturo in nenazadnje tudi z Darsom, tako da se pogovarjamo se tudi v okviru poslanske skupine, ker seveda tudi vsak poslanec ima par kilometrov, kjer bi odvzel vinjeto, tako da je treba gledati to celovito. Mi absolutno tukaj nismo vrgli puške v koruzo, še naprej si bomo prizadevali, da se to vprašanje naslovi. Še bolj si bomo pa prizadevali, da se prometna infrastruktura v Istri, ki je bila dolga leta zapostavljena, premakne z mrtve točke. Mi poslušamo o Bertoški vpadnici, Srmenski vpadnici, Šmarski cesti, hitri cesti Koper-Dragonja, ne vem, že 10-15 let in
v bistvu imaš občutek, da se zadeve ne premaknejo. In v bistvu veseli smo, da se je v tem mandatu zadeva premaknila, da vidimo luč na koncu tunela. Kje se je premaknila? Premaknila se je v tem, da je že v proračunu tako Bertoška vpadnica kot Serminska vpadnica. Za Serminsko vpadnico ima ministrstvo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Do konca leta bodo objavljeni odzivi na DPN, ki je hitra cesta Koper-Dragonja. Tako da tukaj mi pritiskamo, da se pospeši vsako aktivnost v tem zbirokratiziranem slovenskem sistemu in da mi Primorci pridemo do tistih cest, ki si jih dejansko zaslužimo. Ne nazadnje jih uporabljamo vsi državljani in ta čas, mislim, res stojimo v kolonah. Saj ni to problem sam pri nas, je to v celi Sloveniji problem. Pri nas je še to dodatno zaradi pristanišča, ki ga imamo, in kamionskega prometa, tranzitnega prometa, in včasih rabiš za neko pot, za katero porabiš sicer 5 minut, pol ure ali 1 uro. Pa mislite, da bodo ta sredstva v proračunu dejansko obstala? Če vemo, čaka nas odprava posledic ujme, rekli ste, da zdravstvo ostaja prioriteta, ki se bo potem rezala. Od kje sredstva? Zagotovo bo sledil ta pogovor v trenutku, ko bodo znane ocene škode ujme. Sedaj vemo, da se zbirajo popisi, to na eni strani popravilo poškodovanega, drugo je sanacija, torej tretji zakon, ki ga pripravljamo, in v luči teh ocen se bo lahko videlo, kaj lahko ostane v proračunu in kaj žal ne bo moglo. Boste pa mogli ravno zaradi teh potreb na različnih področjih iskati dodatne vire. Se strinjate z vašo kolegico Mojco Šetinc Pašek, ki je pozvala k obdavčitvi dobičkov bank? Ja, tudi vsi poslanci Gibanja Svobode se s to pobudo strinjamo. Ne nazadnje je tudi predsednik vlade nekako najavil še pred to uradno pobudo, in verjamemo, kolikor smo tudi slišali od ministra za finance, da pogovori potekajo, bomo pa videli zdaj, kakšen bo rezultat, ker vemo, da tukaj nas tudi vežejo različne direktive Evropske unije in tako naprej. Kdaj pričakujete ta odgovor? Jaz mislim, da v enem mesecu ponavadi nam odgovorijo na naša poslanska vprašanja in pobude, bomo pa mi znotraj poslanske skupine, ker imamo to možnost, da lahko ministra pocukamo večkrat za rokav, zagotovo opravili tudi v temu še razpravo. Še ena pomembna razprava je pred vami, to pa je zagotovo upravljanje SOS sklada, kot ste ga imenovali, in tudi poraba sredstev. Lahko kaj več poveste o tem? Zakon, ki ga bo sprejel Državni zbor, predvideva, da se v 2 mesecih ta sklad ustanovi. Ampak se že pogovarjajo o tem, kdo bi naj soupravljal, ker na začetku bi rečeno, da bo to samo SID banka, zdaj se pa že nekaj ideje o nekih... Ja, se pravim, to je demokracija, da ljudje imajo možnost predlagati tudi svoje poglede. Mi jih bomo zagotovo proučili, in ker bo šlo res za veliko vsoto denarja, in zato je prav, da se vse izvaja resnično transparentno, kar ne nazadnje naslavlja tudi zakon, ki zahteva, da vsake transakcije oziroma vse stroške se tudi javno objavi. Tako da verjamem, da bomo v kratkem tudi podrobnejšo razpravo o tem upravili, na kakšen način upravljati ta sklad. V poslanski skupini pa niste še o tem govorili? Ne, nismo še konkretneje govorili, se pravi, zdaj prvi korak, da se sploh vzpostavi pogoje, da se ustanovi ta sklad, kar smo mi poslanci v Svobodi pričakujemo in smo tudi izrazili predsedniku vlade, je, da obvezno je potrebno zagotoviti transparentnost. Končamo potem z obljubo o transparentnosti milijardnih sredstev pri obnovi in reformah. Jaz vam zahvaljujem za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Vam pa hvala za pozornost. Vidimo se čez teden dni. Hvala.